Živijo sem skupaj. Verjetno se tudi vi sprašujete, kako ohraniti ravnovesje v svojem življenju. Pa ves čas nekaj iščemo, kako bi dejansko prišli vase in da bi se pomirili končno sami s sabo. Ja, na to v bistvu na naše ravnovesje vpliva zelo, zelo veliko dejavnikov. Če vemo recimo, da imamo ljudje čakre, pa da imamo 4 pomembna telesa, ki jih v bistvu uporabljamo vsak dan, potem bomo lažje razumeli, zakaj je potrebno poskrbeti za svoje čakre in za svoje telesa, in da bomo dosegli, bomo rekli, tisto stanje, ki si ga želimo. Zdaj, vse idealno najbrž ne bo, ker ima pač vsak od nas neko nalogo tukaj na zemlji in jo mora nekako, bom rekla, dati česa, Se pravi, sprejeti, da je prišel z neko namero in včasih je za koga malo težje, v kakšnim gre precej lažje, tako da tudi tukaj so velike razlike med nami, tako kot sem rekla, odvisno, kaj smo si izbrali kot duša, predno smo se inkarnirali tukaj na zemlji. Pa naj mogoče povem, kaj bi bilo dobro recimo pri ravnovesju pogledati, oziroma vsaj te osnove. Torej, če vemo, da imamo mi fizično telo, imamo mentalno telo, čustveno telo in pa energijsko telo oziroma duhovna telesa, potem lahko začnemo že z majhnimi koraki. Se pravi, za fizično telo vemo, da je treba dobro poskrbeti, Fajn je malo hoditi, dobro je tudi, da si razgibamo sklepe vsak dan, ni treba nekaj pretiravati, samo razgibaš vse sklepe, lepo dihaš zraven globoko in v bistvu že na ta način energija steče naprej. Potem imamo tukaj mentalno telo. Zdaj že dobro vemo, koliko so pomembne naše misli, kaj mislimo, na kakšen način mislimo. Naše misli se večinoma ponavljajo, in dobro je tukaj, da si vzamete kakšno tehniko, ali zen, ali recimo čuječnost je zdaj tudi zelo, bomo rekli, popularna. In na ta način spoznate v bistvu, od kje pridejo te vaše misli, kako jih umiriti, ker včasih so čisto divje. In da pridete vase v, bomo rekli, v notranjo tišino. Mi ljudje se ves čas pogovarjamo sami s sabo, temu se reče notranji dvogovor. In to nas odvrača od tega, da bi dejansko svet zaznavali tak, kot je. Čaroben, magičen in čudovit. Jaz po sebi bom rekla, da mi je najtežje to umiriti tako da kar precej časa namenjam tudi temu, da se v bistvu, da se utišam, Potem, če gremo na naslednjo telo, ki je čustveno telo, tudi tukaj vemo, koliko je pomembno, da smo v ravnovesju sami s sabo, da se počutimo dobro. Zdaj, ko se pa ne počutimo dobro, je pa spet, ali greš v neko meditacijo, da v bistvu sprejmeš to, kar se ti dogaja. Včasih je pa treba tudi kaj drugega narediti, Jaz sama zase uporabljam različne stvari, odvisno kako se počutim. Včasih se moram skričati, steči, splesati, da grejo napetosti ven, pa se potem lahko umirim, Včasih se pa lahko zelo hitro v bistvu s kakšnim zenom ali pa s pranajamo recimo pridem vase s čistim misli in sem tako potem tukaj mirna, In potem imamo še energijsko telo. Energijsko telo je pa v bistvu naša energija, Energijsko telo poganja, nas poganja. So v bistvu, bomo rekli, vse naše čakre skupaj, so tudi višji nivoji, je povezava z zemljo. Tako, to energijsko telo bi lahko rekla je tako zelo široko, pa ni samo energijsko telo, imamo potem tudi svetlega dvojnika, pa temnega dvojnika, potem imamo pranični kanal, oziroma aksis mundi, in imamo potem druga telesa, ki so v bistvu zelo, zelo subtilna in jih je treba, bom rekla, spoznati, pa potem lahko delaš z njimi.
Ampak najprej je treba spoznati osnove, torej čakre in pa ta 4 telesa, torej mentalno, čustveno, fizično in energijsko, da lahko v bistvu gremo potem naprej. In da vam bo lažje spoznati vse to, sem za vas pripravila v nadaljevanju potem videe in bom povedala o čakrah, torej za vsako čakro bo en video in pa še o drugih telesih, kako so pomembna, kako si lahko pomagamo, da jih spravimo v ravnovesje, in pa verjetno bo tudi seveda kakšna vodena meditacija zraven, tehnika, ki bo pomagala napolniti naše čakre in bomo tako videli, da kaj vse v bistvu mi že v sebi imamo in zmoremo. Prav, se vidimo v naslednjem videu, lepo se imejte in malo premislite, čakre, telesa, kaj bi z njimi radi naredili, pa bomo začeli bolj konkretno pa naslednjič. Lepo se imejte. Čau, čau.